Glavni pokrovitelji oddaje so Natural Earth, Preizkusite moč narave, Hyundai in Lumar. Dober dan in lep sončen poletni pozdrav v naši oddaji Za zdravje. Prispevkom naše strokovne sodelavke Sanje Lončar vedno zelo radi prisluhnete, sploh kadar govori o začimbah. Danes bomo spoznali vrsto zdravilnih učinkov cimeta. No, poletje je pred vrati, je vse več sladic, vse več sadja, vse več takih smetanastih, kremastih, sladolednih zadev in ponovno bomo potrebovali pomoč začimb, da nam uravnavajo sladkor, da preprečijo, da vse te dobrote končajo v naših bokih in da preprečijo, da se ne razpohoti spet kakšna kandida. Na pomoč bomo poklicali cimet, mnogi ga poznajo samo po zimi, ko delajo jabolčne štrudle, poleti pa bi nam še kako prav prišel, če ga seveda znamo pravilno uporabiti. Prvo moramo vedeti, da obstaja več različnih oblik cimeta. To je tako imenovani cejlonski cimet, ki je zelo nežen in tudi bolj svetle barve je od kitajskega kasija cimeta. Ampak ne se takoj strašiti kasija cimeta. Kasija cimet ima v sebi več zdravilnih učinkovin in ravno to je tisti, ki ga na Kitajskem uporabljajo kot zdravilo. Lahko uporabljamo pa tudi zelo dobre mešanice, ki je noter že veliko cimeta, pa klinčkov, pa kardamoma, pa muškatnega oreščka, ker take začimbe delujejo tudi na izboljšanje koncentracije in dodajajo več energije, posebej, če ste malo bolj utrujeni te dni. Cimet je, kot sami vidite, del skorje drevesa in kot takšen je zelo trd, zelo suh in mogoče ste že opazili, da neki poseben efekt ne dosežemo s tem, da bi zdaj cimet, ki je v prahu, posipali direktno po kavi, po čaju ali po sokovih, ker nam bo le prah plaval po površini tekočine. Če hočemo, da cimet deluje, mu moramo dati čas, moramo nekako potegniti te izjemne zdravilne učinkovine, da nam lahko služijo. En od preverjenih načinov je, da vzamemo cimetov prah, ga nasujemo v med, zmešamo in pustimo stati, dokler ne pojemo. To je zelo dobro, tudi če vas kaj draži v grlu, če je treba malo očistiti recimo sluznice, ampak poleti mogoče ta oblika cimeta ne tekne najbolj. No, da nam pravi že pripravljeni cimet bo vedno pri roki, je najboljše, da naredimo koncentrat, ki ga bomo imeli vedno na razpolago. Torej, vzamemo cimet, zavremo približno liter vode in v to bomo dodali, verjeli ali ne, 2 polni žlici cimeta. Seveda, to ni nekaj, kar boste potem zaužili v enem dnevu. Pustimo samo minutko, 2, da zavre. Pustimo ga stati kakšnih 15 minut. In kaj se bo zgodilo? Ko pustimo to stati in ko se bo to shladilo, bomo dobili cimetov izvleček, ki bo sestavljen iz 2 delov. Pazite zdaj. Bomo dobili zelo lep tekoči del, ki ga uporabljamo za sokove, za čaje, za kave, pravzaprav za vsako sladico, ker boste dobili odličen okus po cimetu. Kaj pa je tole? Poglejte. Ta nič kaj prijazno za videti del je zelo dragoceni del cimeta. Tle se skrivajo zdravilne sluzi, pektin, netopne vlaknine in bi bila velika škoda to zavreči. Mnogi zato ne marajo dajati cimet v kavo, ker jih motijo tisti smrklji, ampak ravno tega bo naše telo zelo veselo, ker pektin ima sposobnost, da pobere iz telesa težke kovine, da pobere celo radioaktivne delce, da nahrani vaše koristno črevesne flore, da močno omeji razrast kandide. Edino se verjetno sprašujete, kaj bi lahko s tem naredili. Kljub temu, da vas ta konsistenca mogoče moti, je to zelo preprosto zmešati vsako kašico, pudingom. Glejte, tle ga bomo samo z jogurtom zamešali. In glejte, res se že raztopijo. Niti sledu te sluzaste strukture. Dobili smo čudovit, že aromatiziran jogurt s cimetom, ki mu potem lahko dodamo še kakšno sadje ali
recimo vse skupaj to primešamo na kakšen kakovosten musli. Lahko pustite tudi stati par dni v hladilniku ali nosite kot malico v službo in boste dobili izjemno zdrav in lahko prebavljiv musli, ki vam bo zelo dolgo in enakomerno zagotavljal visoko raven energije. Kaj pa delamo s tekočim delom? Ja, kot rečeno, je zelo uporaben, posebej zdaj poleti, ko uživamo več sadnih sokov, več stisnjenih sokov in podobno. Poglejte, recimo, samo ga zmešamo z jabolčnim, pomarančnim, tudi v limonadi gre dobro, in dobimo napitke, ki so sladki, vendar ne bojo dvigali sladkorja v krvi in istočasno bojo zelo pomagali urejati črevesno floro. Torej, ko enkrat imate na ta način pripravljen izvleček, ga lahko pustite v hladilniku in ga dobesedno pozabite, ker cimet zna samo upraviti z bakterijami, z virusi, z jedavci. Vseeno, mi ga nekje v hiši tako količino porabimo v roku 1 do 2 tednov, ker ko ga imate pri roki, se boste že spomnili, kaj bi z njim naredili. Začnite delati svoje izvlečke na podoben način, lahko delamo tudi s pimentom, lahko delamo tudi z ingverjem, ampak cimet vam bo prišel zelo prav.